Sveti Marko, katerega praznik danes obhajamo, ni bil neposredni Jezusov učenec, pa je celo napisal evangelij ali evangelij se po njem imenuje. Bil je pa sveti Marko učenec apostola Petra, lahko rečemo dobrega učitelja imel. In apostol Peter, ker je bil preprost človek, ribič, je imel ob sebi Marka, ki je bil kot tolmač, bomo rekli prevajalec, takrat, kadar se je srečeval z ljudmi, ki niso govorili aramejsko, tako kot apostol Peter. Kasneje pa je od apostola Petra odšel k apostolu Pavlu in je bil spremljevalec apostola Pavla kar nekaj časa. Na koncu pa je tudi zbral in oblikoval cerkveno skupnost v Aleksandriji. To je prav na severu Egipta in to mesto je bilo najbolj razvito v tedanjem Egiptu. Bi pa rad 3 reči povedal o svetem Marku. Zdaj ne vem, ali sem se malo tako kar sam spomnil, ampak ena stvar, ki mi prihaja v spomin, je to, da v Svetem pismu je poročilo, da v teh spremljanjih apostola Petra, apostola Pavla in tudi delovanje Marka ni bilo vedno vse popolno. Prišle so tudi napetosti, težke stvari in pri tako velikih možeh, svetnikih, niso bile odvzete človeške napetosti in so jih morali tudi reševati. Prihajati skupaj, da so našli skupno pot, razumevanje, povezanost. Med nami tudi ni vedno vse ravno odprto, tudi nastajajo stvari, ki so težke. In prav ti svetniki, apostol Marko, ki je bil soočen s temi stvarmi, ali na tak način naš priprošnik v stvarih, ko nam ne gre, ko je težko, ko se zataknejo, ko nastanejo spori in ko smo spodaj bili ob novi tabli smerokazom proti Ašičevemu domu in v druge kraje, to so stvari, ki nas povezujejo, ki delajo kraj bogatejši, ki ustvarjajo neko lepoto skupnega življenja. Druga stvar od apostola Marka bi pa to omenil. Apostol Marko ni bil neposredno z Jezusom, pa je popisal njegovo delo in odrešenje. Zakaj ga je popisal? Zaradi tega, ker je tako močno prisluhnil besedi apostola Petra. Brez oznanjevanja apostola Petra in pozornega poslušanja njegove besede teh stvari ne bi imeli. A veste, kakšen izreden poslušalec je bil, ki je te stvari sprejemal, razmišljal, jih živel in na ta način nam je priprošnik, da bi tudi mi imeli odprto uho in odprto srce za stvari, ki so od Boga, ki so trajne, ki so večne, ki so vredne, da jih človek ima. Kako je poslušanje velika stvar in veličina človeka. Tretja zadnja stvar bi pomenil to, da je po vsem temu tripu življenja, ki ga je imel kot spremljevalec apostola Petra, potem apostola Pavla, sam stopil kot pričevalec v svet. Tam, kamor je začutil, da je potrebno, kamor ga Bog kliče, ni obiskal vsega sveta, ni vse ljudi srečal. Tam, kjer pa je bil, tam pa je oznanjal Kristusa. Zato, ker to mu je bilo tako dragoceno,
da ni moral brez poznanja. Tudi mi ne bomo obiskali vsega sveta, ne vse ljudi, ampak tam, kjer smo, da tam svojim zgledom, značajem, navzočnostjo tudi pričujemo, da je biti kristjan lepo, da je vstajenje Jezusa Kristusa tisto, ki nas posvečuje in daje smer, pogled za naprej, da prinašamo Kristusa ljudem, s katerimi živimo, se srečujemo. Ne da iščemo navzven več, kot bi mogli, ampak tam, kjer smo, tam, kamor smo postavljeni, na svoj način, otroci, mladi, starejši in tudi tisti, ki ste morda že v starosti in preizkušnji, na tisti način, ki ga človek zmore. Naj nas spremlja pri tem apostol Marko svojo mogočno priprošnjo in res daje tudi blagoslova za vse naše delo, naše življenje, predvsem za lepe, dobre, iskrene medsebojne odnose. Brati in sestre, na praznik apostolov in evangelistov naj v nas zajame še posebej ljubezen do Božje besede. Prosimo na god svetega Marka, da bi Božja beseda v naših časih obrodila bogate sadove. Prosimo te, sliši nas. Sveti Marko je zapustil dom in domovino, da bi oznanjal Božjo besedo. Naj jo tudi danes vsi kristjani enako ljubimo in zaupamo v njeno moč in rodolitnost. Prosimo te, sliši nas. Zvesto je poslušal oznanjevanje svetega Petra. Naj tudi mi skrbno poslušamo svetega očeta, naše škofe in duhovnike. Prosimo te, sliši nas. V jedrnatih besedah je zapisal Jezusovo veselo oznanilo evangelij. Naj ga cerkev danes uspešno oznanja vsem narodom, tudi po sodobnih sredstvih družbenega obveščanja. Prosimo te, sliši nas. Neutrudno izpolnjeval Jezusovo naročilo. Oznanjujte evangelij vsem stvarstvu, naj ga tudi mi radi premišljujemo in drugim oznanjamo z besedo in zgledom. Prosimo te, sliši nas. Na njegov god so naši predniki v prošnjih procesijah javno in zaupno molili za vse potrebe življenja. Naj tudi v nas vsak dan bolj raste zaupanje v moč molitve. Prosimo te, sliši nas. Večni Bog svojo nedomljivo skrivnost si nam razodel v svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki mu je evangelist Marko posvetil vse svoje življenje. Usliši sedaj naše prošnje, da te bomo tudi mi po evangeliju vedno bolj poznali, ljubili ter prišli v tvojo slavo po Kristusu našem Gospodu. Amen.